Ta odločitev je padla, bom rekel, nekako zaradi dejstva, da smo opazili v zadnjem času, mogoče zadnjega pol leta, da obiskujejo naše urgentne ambulante in dežurne ambulante pogosto občani, ki dejansko, bom rekel, iščejo storitve, ki niso nujne. Dejstvo je, da je namen teh ambulant v prvi vrsti izvajati nujne storitve občanom, in dejansko, bom rekel, s tem, ko občani obiskujejo te ambulante in iščejo neke nenujne storitve, povzročajo nepotrebno porabo časa dežurne ekipe, ki je prvenstveno namenjena odpravi, bom rekel, težav z nujnimi primeri. To je bil povod, dejansko smo potem strokovno pripravili nabor nekaj storitev, ki po strokovni, pa tudi konec koncev laični presoji ne sodijo v nabor nujnih stanj, kot na primer izpiranje ušesa, kot je recimo obisk zdravnika v nočnem času za pregled pred letovanjem, kot so recimo razne odstranitve klopov, potem razne napotnice in tako naprej. Skratka, storitve, ki že laiku na prvo pogled pokažejo, da res ne sodijo v obisk urgentne, še manj pa nočne ambulante. Čez 7 dni bo minilo že mesec dni, so že kakšni pokazatelji, če se je to splačalo, ali so se ljudje navadili, da ne hodijo za vsako zadevo na urgenco? Nekaj odziva imamo s strani naših ekip, dejansko smo v tem času 14 dni izdali že nekaj računov pacientom, ki so kljub temu, da so bili obveščeni, da njihova storitev ni nujna in da bo pač plačljiva, so vztrajali pri tem, da želijo to storitev imeti. V tem primeru potem pač mi to opravimo in izdamo račun. Tako da nekaj računov je bilo izdanih. Tudi opažamo, da občani pogosteje kličejo dežurno ekipo, povejo svoje stanje in potem vprašajo, ali ta storitev, ki jo pričakujejo, sodi v nujno ali ne nujno. Tako da mislim, da postopoma bodo učinki zagotovo prišli.